Srakina sobotna veselica. Srakina sobotna veselica se tokrat začenja kakšno minutko prej, kajti roko na srce imamo dela kot tisti za zidom, ne bom povedal kateri, a ne da, ampak delo bova imela tudi midva danes z našim nocojšnjim gostom, gospod Franci Smrekar, znani pisec besedil, saj ga poznate. Na Radiu Sraka je bil samo malokrat manj kot jaz, ne? Mogoče bo pa še večkrat kot jaz, kakšno voljo in veselje je pokazal do našega radia, še posebej do narodno-zabavne glasbe. Franci, dobrodošli! Dobrodošli tudi vi, hvala in vse lepo želim poslušalcem Radia Sraka. Franci, a lahko verjamete, da je 1 leto minilo, kar ste bili nazadnje na radiju, meni se pa zdi kot 3 tedne. Ja, res je, saj tudi jaz sam ne morem dojeti, da je res že leto dni, lansko leto smo se srečali tukaj, ko smo predstavljali ustanovne člane našega društva in društvo, ki je lani praznovalo 25 let obstoja, torej Društvo pesnikov slovenske glasbe. In kar verjeti ne morem, da je minilo kar leto dni, torej 6. novembra smo se dobili, no in takrat smo predstavili ustanovne člane, ki smo se srečali pri Repanšku. To povem samo za tiste poslušalce, ki nas lansko leto niso poslušali, pa nas mogoče nocoj bodo, da vedo, zakaj gre. No in takrat smo se, ker je bil odmev na oddajo zelo dober, odločila z gospodom voditeljem, da bomo to čez leto dni ponovili in to se je zgodilo danes in vesel sem, da ste me znova povabili v vaš studio. To, da sva, Franci, da sva se dogovorila, je postranska stvar. Obljubila sva poslušalcem, to pa brez poslušalcev ne bi bilo. Ne mene, ki tako umetelno vrtim tale kos govedine v svojih ustih, ne bi bilo Francita Smrekarja kot pisca besedil, ker ne bi imel kdo poslušati, a ne da, ne? Pa tudi Boris Kovačič, ki vas je danes pripeljal, bi rajši vozil drva ali pa krompir v klet, če ne bi bilo poslušalcev Radia Sraka. Tako je. Lansko leto ne bom pozabil, ko sva zapuščala studio Radia Sraka in se peljala proti Brežicam, odkud oba prihajava, kar verjeti nisva mogla. Oglašali so se namreč poslušalci iz Slovenije, celotne Evrope, še posebej pa sem bil navdušen, ko so se oglasili. Kar nekaj jih je bilo celo iz Kanade, Amerike in Avstralije. Upam, da bo nocoj tudi tako. Lepo ste omenili gospoda Borisa Kovačiča. No, Kovačič je bil Boris Kovačič, tisti mož od Stanke Kovačič, no, ta je pa Boris Kovačič iz Brežic, ki je še kako povezan z našo narodno zabavno glasbo. 15 let že ustvarja na tem področju, snema različne koncerte, slika in mislim, če ne bi Borisa bilo, da bi marsikatera stvar šla preditev v pozabo. Franci, zdajle pa greva, kajti pogovarjala se bova o piscih besedil za slovensko narodno zabavno glasbo. Teh je veliko, čeprav neupravičeno jih poslušalci poznajo malo. Neupravičeno, brez dobrega besedila ni dobre pesmi. No, to je pa vaša naloga. Greva jih predstaviti. Ja, lansko leto smo jih predstavili 12, upam, da bo nam tudi danes to uspelo, bomo malce pohitela oba in spominjam se, da od ustanovnih članov, gospa Metka Ravnjak, Javk iz Maribora, je lansko leto žal ni prišla v program, smo obljubili, da bomo to storili letošnje leto in je prva, ki bo letošnje leto in namenjena njena skladba. Naj povem, da prihaja iz Maribora, po izobrazbi je profesorica angleškega jezika v pokoju. Naj še povem to ljudi, veste, zanima, da je žena znanega mariborskega novinarja Frančka Javka, ki je poročal dolgo leta iz Maribora za televizijo Slovenija, odličen športni komentator,
Gospa Metka je sodelovala z mnogimi imeni zabavne, kakor tudi narodno-zabavne glasbe, če omenim samo z Vinko Šimekom, Edvinom Flisarjem, Borisom Roškerjem, Igorjem Podpečanom, Vilkom Avsenikom, Francem Šegovcem od Štirje Kovačev in še mnogimi drugimi. Napisala je približno 300 pesmi, je pa že 32 let članica skupine Kresnice, ki pojejo predvsem ljudske pesmi, prijela je kar nekaj nagrad za svoje delo. In tako da skratka jaz predlagam, da poslušamo eno najbolj njenih odličnih lepih viš, seveda v odlični izvedbi vrhunskega pevca Edvina Flisarja, Angeli živijo. So le oči, ki vidijo več kakor mi. Zvezda repatica vedno spomni me, da samo dobrota reši ti srce. Angeli živijo, tudi če ljudje ne čutijo. Angeli živijo, vsako dušo ti opridejo na srečno pot, nas spremljajo, nas spremljajo. Ljubezen gre in mi za njo. Ko me bo usoda stisnila v temo, angel, ki je v meni, bo premagal jo. Angeli živijo, tudi če ljudje ne čutijo. Angeli živijo, vsako dušo ti opridejo na srečno pot, nas spremljajo, nas spremljajo. Ostal sem sam, ko je nekdo za kratek čas odprl nebo. Za svetlobo dneva sem zahvalil se in takrat sem videl, je upanje. Angeli živijo, tudi če ljudje ne čutijo. Angeli živijo, vsako dušo ti opridejo na srečno pot, nas spremljajo, nas spremljajo, varujejo.
Prvo pesmico smo slišali v današnji oddaji Srakina sobotna veselica, ko gostimo spet našega zvestega Francija Smrekarja, predstavlja nam pisce besedil, lahko bi tudi rekli, Franci, kaj da bi lahko rekli pesnike, saj to so pesniki. Ja, jaz se z vami še kako strinjam. Že lansko leto sem dejal, jaz zase pravim samo, da sem besedilopisec, je pa v našem društvu, to vedno znova poudarjam, kar nekaj, žal nekaj že pokojnih, odličnih avtorjev, ki jih lahko imenuješ kar pesnike v pravem pomenu besede. Poglejte Branka Zupanca iz Celja, pokojnega Zvonka Čemažarja, ki je pisal za Avsenik, potem tudi kasneje, Fani Požekova, Vili Bertok, skratka, pokojni Marko Kočar, tako da skratka, veliko jih je, ki res ustvarjajo na nivoju, da se človeku milo stori pri srcu, ko bereš to njihovo poezijo. Kanada. In meni je bilo vedno zanimivo, gospod Franci, velika večina poslušalcev tako povprečnih, kako imajo lepo, je lepa tista fanta vse vetrov, kako je krasna tale Slakova, to vsi vedo, ne? Kdo je pa svoja čustva izlil na papir, komu je šel glasbenik pa potožil, rad bi povedal to, pa ne znam z besedami. Je tako? Zagotovo je tako, to jaz vedno znova poudarjam, tako da brez dobrega besedila ni dobre skladbe, seveda tudi mora biti odlična izvedba, odlična priredba in res je tako, če ne bi bilo odlične besedil, se marsikatera skladba v naši ljubi Sloveniji ne bi prijela. Predvsem govorim to o obdobju na začetku delovanja bratov Avsenik. Naj omenim samo, da sta bila brata Avsenik, Vilko in Slavko, tako rekoč utemeljitelja, arhitekta narodno-zabavne glasbe. Verjemite mi, če ne bi njo bilo, da tudi midva danes ne bi tukaj sedela, se ne bi poznala, pa seveda pol Slaki in še podobno. Tako da, jaz v eni pesmi pravim, glasba spleta tisoče vezi in to je resnica in hvala Bogu je, tako da nam polepša še tako turoben dan. Hvala Bogu, da imamo pisce slovenskih besedil za narodno-zabavno glasbo. Koga bova opočastila, koga bova omenila naslednjega? Ja, to je naš dragi Tonček, ko ga mi v društvu imenujemo gospod Gričnik. Luč sveta je zagledal na Pohorju, sedaj že 50 let živi v Ljubljani. Ne boste verjeli, če dobite v roke njegov vizitko, ne piše, da je profesor, pesnik, pisatelj, esejist, zbiratelj ljudskega blaga, predvsem z rodnega Pohorja, pevec v zboru, ko je še živel na Pohorju in še marsikaj. Zaslovel je pa predvsem po skladbah Toneta Rusa, naj povem, to poslušalce, ko ste lepo dejali, še kako zanima. Tone Rus in gospod Tone Gričnik sta dolga leta skupaj delala v Ljubljani, na Ljubljanski banki, tako ste se tudi spoznala in tako se je njuno sodelovanje tudi začelo in najbolje se je ujel predvsem z Rusom, napisal je nekaj odličnih skladb. Pa kdo ne pozna skladbe, čas bi zavrtel nazaj. Jo slišimo danes Radio Sraka, Radio Veseljak, ostalih radijskih postaja po Sloveniji enkrat, dvakrat ali pa Prstan zvestobe. In zato smo se nocoj odločili, da bomo dali, tako kot lansko leto, kakšno drugo, ki ni tako poznana. Tone Rus prihaja iz Vrstenca. Naj povem za tiste, ki dolga leto že živijo od doma, da mogoče ne vedo, kje je Horjul, kje je Vrstenec. To sta dve vasi, rojstna vas Vrstenec Toneta Rusa, v neposredni bližini Vrhnike. No in tako je napisal čudovito pesem za Toneta Rusa z naslov Na Vrstencu. Tam je bila rojena tudi mati Ivana Cankarja. Poglejte, samo 4 verze, kako lepo jih je vpletel. Naš biser drag je Cankarjeva mati, Vrstenec bil ji rojstni kraj je zlati. Mladostu svojo preživela je, zvonovi pelo, mlado je dekle. Poglejte, kako je to lepo napisal. Nocoj bomo pa poslušali drugo skladbo in sicer tudi to vsi poznajo, Horjulski zvonovi. Gre za odlično skladbo, naj še sam povem to, da je za las ošlo Modrijanom, Modrijani so zmagali s pesmijo Spomin na pevca še živi. Takoj za tole skladbo se je pa tistega davnega leta, mislim, da je bilo 2002, uvrstila skladba Horjulski zvonovi. Gre pa za pesem, ki je bila posvečena blagoslovitvi novih zvonov v Horjulu. Pa predlagam, da jo poslušamo. Bim bam bim bom,
sliši horjulski se zvon. V horjulski dolini zvonovi pojo, mogočno donijo pocinje nebo. Glas je lep ubran, na njih krstni dan. To pač naj ne bo nikdar zaman. Bim bam bim bom, poje prijazno horjulski zvon. Bim bam bim bom, Božje svetišče ti varuj naš dom. Bim bam bim bom, zopet želim, da spet s tabo bom. Bim bam čutim, da rad te imam. V horjulski dolini zvonovi pojo, mogočno donijo pocinje nebo. Cerkev vabijo staro in mlado, tamkaj se srce umirilo bo. Bim bam bim bom, poje prijazno horjulski zvon. Bim bam bom, Božje svetišče ti varuj naš dom. Bim bam bom, zopet želim, da spet s tabo bom. Bim bam, čutim, da rad te imam. V horjulski dolini je mnogo lepot, kapelic in križev naravnih krasot. To je mili kraj, to je zlat naš raj. Vsako dobro srečo Bog ti daj. Bim bam bom, poje prijazno horjulski zvon. Bim bam bom, Božje svetišče ti varuj naš dom. Bim bam bom, zopet želim, da spet s tabo bom. Bim bam, čutim, da rad te imam. Bim bom, zopet želim, da spet s tabo bom. Bim bam, čutim, da rad te imam. Bo prekrasen valček Toneta Rusa, Francija Smrekarja, imamo našega zvestega prijatelja, člana nekdanjega predsednika Društva pisateljev besedil slovenske narodno-zabavne glasbe, predstavlja nam svoje, včasih, če bi rekel sodelavce, bi to tako hecno zgledalo, sicer sem pa hecen, kaj čmo. Franci, polke in valčki krasijo slovensko narodno-zabavno glasbo. Nikoli ne moremo ločiti, kaj je v srcu, to privre na dan. Pa če je 5 valčkov, bo 5 ali pa 5 polk, če smo veseli. Tako je.
Vsak avtor, pa naj bo to avtor glasbe, avtor besedila, torej avtor besedil ima svoj pesniški svet, avtor glasbe ima svoj glasbeni svet in se nekako najlepše izraža na način, ki mu najbolj je pogodu. Recimo poglejte primer pokojnega Borisa Kovačiča, Stanko Kovačič, kake čudovite valjčke je ustvarjal. Med drugim pa tudi kako lepo polko, se jih je kar nekaj. Pa ni recimo on bil edini. Poglejte Fani Požekova, spet jo moram znova omeniti, kake čudovite valjčke je napisala. Je pa napisala tudi Visoko nad oblaki, kako je Lojze čudovito zaslužil. Tako da skratka, lepo je, da pišeš, kar ti narokuje srce. No, tudi meni so bili vselej bolj všeč, kako bi rekel, valjčki, če povem samo to, pred 33 leti je na jubilejnem 20. Ptujskem festivalu zmagala skladba z besedilom mojim in mojega žal že pokojnega brata Za materin praznik, to je bil valjček, to je tako lepo zvenelo. Ali pa na čudovito glasbo, to je tudi Tina napisala, ne tole pesem, ko sem jo omenil, Za materin praznik, ali pa Klic srca, spomin na pevca še živi. Sva pa s Tinetom ustvarjala tudi nekaj lepih polk, zato je prav, da je življenje veselo, čeprav smo pa Slovenci taki, da imamo radi, no, vsaj zame, bolj take čustvene komade kot pa polko, ampak če je polka ta prava. In tale, ki jo bomo zdaj zaigrali, se bom tudi v avtorju kaj več povedal, je vrhunska. Kako ne bi bila vrhunska? Na odlično glasbo Bojana Lugariča, vodja ansambla Slovenski zvoki, to je multiinstrumentalist, ne morem verjeti, kaj ta človek vse obvlada, to res ni moč povedati. No. In na odlično besedilo Milana Ježa, torej to je naš tretji gost, ki ga danes predstavljamo, prihaja iz Nove Gorice. Rojen je bil v dolini Trebuši, to je tam blizu, ker je bil Ciril Kosmač, celo ga je poznal osebno, doma ustvarja že 50 let, aktiven na vseh področjih kot radijski, televizijski voditelj, urednik, na radio v Ajdovščini, pa na radio Tolminu, na televiziji Primorka TV in še bi lahko našteval. Kar je pa še posebej pohvalno, pripravil je celo 100 prispevkov za avstralski nacionalni radio, ki 2-krat na teden po 1 uro predvaja glasbo za naše izseljence. Kakor mi je znano, to oddajo danes vodi znana glasbenica, hči odličnih glasbenikov Cite in Jožeta Galiča. Mislim, če nas poslušajo, da jih prisrčno pozdravljam tudi v Avstralijo. Tako da skratka, najbolj je pa izpostavil se z 2 skladbami, če tako lahko rečem, Starim hlaponom in pa s Panjskimi končnicami. To je bila skladba odlična v slovenski polki in valjčko na vrhunsko glasbo Jožeta Burnika in seveda pel je v duetu takrat Janez Triler, član slovenskega okteta. In kar predlagam, da poslušamo Lušno dekle, je pela tudi v ansamblu Florian, Dekleta in harmonika. Dekleta in harmonika so sanje mojega sveta.
pesmijo pod oknom grem, kaj ljubim boljše sam ne vem. Od knjigo, da sem jim pil, deklice na prste štil, dokler ona ni prišla, ljubezen mojega srca. Ansambel Florian Dekleta in harmonika v Srakini sobotni veselici, kjer nam naš zvesti prijatelj Francis Mrekar predstavlja pisce besedil za slovensko narodno zabavno glasbo. To je bil Milan Jež, zelo plodovit, tako kot Franci, če se ne motim, ko nekoga prime za vrat to pisanje, ne spusti kmalu. Ja, upam si trditi, da to velja za vse nas tekstopisce, seveda predvsem za tiste, ki še imamo posebej radi glasbo, to, in pol se je tudi treba popolnoma drugače izraziti, kot se bi nekdo izražal v pop glasbi, v rock glasbi. Tukaj je pomembno zelo metriko, moraš obvladati, tukaj mora po domačem vse štimati do zadnjega takta, drugače pesem ni moč uglasbiti. In vesel sem tega, da je kar nekaj, no žal jaz nisem, naših članov, ki so tudi glasbeniki, so igrali v raznih skupinah, konkretno Milan Jež je eden tisti, ki še danes pomladni dan igra kontrabas, Branko Zupanc pri godbi o Celju, tako da zelo tone ta Grišnika sem prej omenjal, pevec v zboru, in to je velika prednost za nekoga, ki to obvlada. Ja, po drugi strani je prednost mogoče tudi glasbeniki, ki so glasbeniki, ki ustvarjajo glasbo, se nekako lažje dogovorijo če imajo kakšne posebne ideje in zahteve, z nekom, ki piše besedila, pa tudi obvlada glasbo. Še kako prav imate. Tako da skratka, tudi avtor glasbe, recimo, če pride k avtorju besedila, mu natanko pove, kaj bi hotel v tej pesmi imeti, že sam naslov pove, ali gre tukaj za polko, ali gre za valček, in torej o kom naj bi besedilo govorilo, tako da skratka, to je zelo, zelo pomembno. Zato odlična misel mojega dragega prijatelja Ivana Sivca, ki je tako lepo dejal, avtor glasbe in avtor besedila se vselej morata usesti skupaj in pogovoriti, o kom bo govorila skladba. Evo. O kom bomo pa govorila zdajle kot naslednjem članu društva besedilopiscev? Ja, prej ste me vprašali razlika med besedilopisci in poeti v pravem pomenu besede. Gospoda, ki ga bom predstavil sedaj, to je pa res pravi poet v pravem pomenu besede. Gre za gospoda Branka Zupanca, rojen je bil namreč v Migojnicah pri Žalcu, po poklicu je pravnik, že v penziji po domače povedano, sedaj pa živi v Celju. Gre za enega izmed še kako prepoznavnih in najboljših avtorjev v domači glasbi. Le kdo ne pozna njegovih dveh uspešnic ansambla Braneta Klavžarja, Mamina Ruta in Jesen ihti v odlični pevski izvedbi Romane Cafuta. Izdal je Branko 5 pesniških zbirk, 7 romanov, prijel nagrado za svoje ustvarjalne delo na različnih festivalih, tudi nagrado Marjana Stareta za dolgoletno kakovostno ustvarjanje besedil in nagrado doktorja Ferija Savana za življenjsko delo. Poglejte v skladbi, ki jo bomo pravkar predstavili, Zdaj več ne morem domov. Prej ste me vprašali,
če to poslušalci radi vedo. Kako ne vedo? Marsikdo se vpraša, zakaj je ta pesem nastala. Konkretno tale pesem, ki jo bomo vrteli, kot sem že prej omenil, Jeseni ihti in Mamina Ruta sta vsak dan v programu, bomo to, ki je malo manj poznana, ampak zame ena izmed najboljših. Branko tukaj je meni pred dobrim tednom pripovedoval, jaz sem se na to oddajo pripravil vsakim tekstopiscem posebej, mi je vzelo kar nekaj časa, vendar veliko zadovoljstvo, kako je opisal zgodbo, in to imam jaz rad, ne pa da glasbeniki nekaj izkrivljajo, da je v tej skladbi, v tem besedilu napisal, da zdaj več ne more domov, to gre za hišo, to je rojstno hišo Branka v Migojnici, kot sem prej povedal. Jaz se spominjam, takrat sem jaz bil v Švici, da je to skladbo izvajal ansambl Braneta Klavžarja na Ptujskem festivalu. Jaz sape nisem mogel delati, to je pa umetnina. In dovolite mi še samo nekaj verzov, ne v celoti, zakaj pa bi se bo pesem sama pol povedala. Zdaj več ne morem domov, tam so ostale le sanje, skrite v pozabo simotni zidov in v sence sprhnelih tramov. Tam ni več mojih starih zvonov, kruha dišečih potic, toplih objemov domačih rok in petja jutranjih ptic. Bom šla skozi mesečev vrt, tam so doma moje sanje, pozabljeni dni in drobnih želja, ko sem verjela še vanje. Dolga bo pot neskončnih stopinj, k soju oddaljenih zvezd, več ne prehodim se k tistih cest, kamor me vodi spomin. Zdaj več ne morem domov, tam so ostale le sanje in mesec, ki noč za nočjo samotno oblake žanje. Zdaj več ne morem domov, tam so ostale le sanje, skrite v pozabo samotnih zidov in v sence sprhnelih tramov. Bom šla skozi mesečev vrt, tam so doma moje sanje, pozabljeni dni in drobnih želja, ko sem verjela še vanje. Tam ni več mojih starih zvonov, kruha dišečih potic, toplih objemov domačih rok in petja jutranjih ptic. Zdaj več ne morem domov, tam so ostale le sanje in mesec, ki noč za nočjo samoten oblake žanje. Zdaj več ne morem domov, tam so ostale le sanje, skrite v pozabo samotnih zidov in v sence sprhnelih tramov. Skrite v pozabo samotnih zidov in v sence sprhnelih tramov.
Prekrasno petje, prekrasna glasba, predvsem pa prekrasne besede nam je položil v srce Franci Smrekar, naš današnji gost v Srakini sobotni veselici. Francika, nekako videl sem Braneta Klavžarja, ki drži tisto harmoniko, kot bi držal punčico svojega očesa, da ji ne bi bilo, in prekrasni zvoki in glas te pevke. Vidim jih, Brane Klavžar ni bil nikoli v raztrganih kavbojkah na odru. Kaj pravite, Franci? Zagotovo ne, pa tudi pevka Romana ni bila nikoli na pol oblečena. Danes mene to še kako moti. Namreč pred 3 leti, ko je bil jubilejni 50. Ptujski festival, je bila okrogla miza o tej temi, bilo je mnogo odličnih glasbenikov, če omenim med njimi samo 2, gospod Vito Moženič, Igor Pirkovič je tekstopisec, Podpečan, se opravičujem, Igor Podpečan, se nisem mogel spomniti tako, in je beseda tekla predvsem o kaj se bo zgodilo s temi festivali, vse manje zanima med njimi, no, in povabili so tudi določene tekstopisce, tudi mene med drugim, in takrat sem že jaz lepo dejal. Vsak festival, pa naj bo to števerjanski, naj bo to ptujski, naj bo to vurbeški, je praznik, in če je praznik, naj bodo tudi ansambli praznično oblečeni. Jaz se spominjam, da izhajam iz skromne kmečke družine. 15. augusta, velika maša, smo po domače rekli Marijino vnebovzetje, smo šli v kapele, na plac po domače povedano v cerkev, in se spominjam, vsi ljudje so bili tako lepo oblečeni. Res takrat razkošja ni bilo, vendar imeli so lepo obleke, kravate. Danes pa vidim na festivalih vse mogoče. Jaz sem že veliko tem organizatorjem predlagal, da je to treba obvezno med pogoje dati, da taki nimajo na odru kaj početi. Tako da skratka, spominjam se vurbeškega festivala, harmonika na koncu niti sploh ni vedel, kaj se na odru dogaja, basist je pa bil v pink copatah, podrapane kavbojke, na klobučku je pa imel utripajoče luči, tako ko bi rekel, srečno grem v rudnik Velenjski, ki upam, da se ne bo zaprl. Franci, zdaj pa od obleke k glasbi, mislim, k besedilom. Kdo je naslednji? Kar zdi. Naslednji prihaja gospod Bernard Miklavc, namreč je iz Domžal, član našega društva je postal 2 leti, torej po ustanovitvi leta 1998. Na našem prvem srečanju je že napravil name izredno prijeten tis. Predvsem me je pa opozoril že prej, ko sem slišal skladbo Tujinski fantje v izvedbi ansambla Brato Poljanšek, pa sem si dejal, ali bi to bilo mogoče od Malavašiča ali pa od kakega drugega tekstopisca, in pol sem zvedel, da je bil to gospod Bernard Miklavc, ki je to tako lepo polko napisal. Seveda se je pa odlično ujel s gospodom Poljanškom, spet bom rekel isto misel, pa kdo ne pozna Skupaj za vedno, pesem, ki jo lahko slišimo vedno znova. Je pa delal tudi z drugimi ansambli, konkretno govorim o avtorjih Igorju Podpečanu, Bojanu Zemetu, seveda najbolj se je pa ujel z Rudijem Poljanškom, in predlagam, da slišimo pesem, ki bo, upam si trditi, mnogim segla do srca. Pesem je nastajala kar 12 let, ne boste verjeli. Posvečena je ženi, seveda pokojni, Rudija Poljanška. Ničkolikrat se spominjam, da sva se z Rudijem pogovarjala, pa mi je tako lepo dejal: Franci, začnem nekaj ustvarjati, prvi del je gotov, refren mi po domače nekako ne potegne, solze se pojavijo v očesih in odložim. No, tole pesem mu je uspelo dokončati. Odlično besedilo, odlična glasba, ker pa ansambl Brato Poljanšek več ne deluje, jo je zaupal ansamblu Akordi, in mislim, da si bo marsikdo od poslušalcev tole pesem želel. Gre pa za žalosten dogodek, no pa ker je 14 dni od dneva mrtvih, pa dajmo se tudi spomniti na vse tiste, ki žal ni, pa so veliko storili za tole našo ljubo slovensko narodno zabavno glasbo. Pa prisluhnimo, ansambel Akordi, pesem Tole zate pojem.
Dan prišel je kod mene, poslovila si se ti. V srcu nosim bolečino, solze skrivajo oči. Sam ostal sem brez opore, ki sem jo imel nekoč. In besede tople, nižne, ko se dan previsi v noč. Takrat vidno me obiščeš, mojih misli si leti. Saj s teboj se preživel sem in uživ najlepše dni. Naj pomlad, jesen, bo zima, vidno k tebi hodil bom. Da bo lep in vedno cvetil ta tvoj novi mali dom. Rada si imela pesmi, ki ljudem sem jih igral. Danes pa le tebi pojem, da spomin bo lep ostal. Nisem vsega ti povedal, ker prekmalu si odšla. A prav vse ti bom zaupal, ko se bova spet našla. Takrat vidno me obiščeš, mojih misli si ledi. Saj s teboj se preživel sem in uživ najlepše dni. Naj pomlad, jesen, bo zima, vidno k tebi hodil bom. Da bo lep in vedno cvetil ta tvoj novi mali dom. Rada si imela pesmi, ki ljudem sem jih igral. Danes pa le tebi pojem, da spomin bo lep ostal. Nisem vsega ti povedal, ker prekmalu si odšla. A prav vse ti bom zaupal, ko se bova spet našla. A prav vse ti bom zaupal, ko se bova spet našla. Prelepe besede. No, moram vprašati našega nocojšnjega gosta, Francija Smrekarja, skoraj da, kako bi rekel, skoraj da legendo slovenske narodno-zabavne glasbe s svojimi besedili. Franci, če tako bi rekli, Slovenci zelo radi, če smo žalostni, prepevamo o ljubezni, če smo veseli, pa o vinu. Ja, tako je. Da vas malce popravim, pravite legende. Ne, jaz zase vedno rečem, jaz nisem bil nikoli nobena legenda in tudi ne bom. Legendi sta bila brata Avsenik, legenda je bil Lojze Slak, Štirje Kovači. To so tiste prave legende v pravem pomenu besede.
In vedno znova me zmoti, ko neki mlad ansambl, kako so že oblečeni, smo že prej povedali, pa tako, pol pa nekdo napiše, ja pa vi ste legende, pol pa jaz nazaj, pa ne, da sem hudoben, rečem, ja kaj sta pa pol brata Avsenik, bila pa Boris Kovačič, Franc Fleri, to so prave legende v pravem pomenu besede. Tako da skratka, ko ste pa omenili pesem, res je pa bilo v našem društvu kar nekaj legend, spet bom omenil Fani Požekovo, pa pokojnega Zvonka Čemažarja, Jožeta Skubica, evo, poglejte, on je bil legenda in še takej. In tako da lepo je, da se danes tudi spominjamo njih. Tako je. No, zdaj pa greva, tisto mene zanima, kar sem omenil, ne da tudi o vinu radi prepevamo Slovenci, koliko jih imamo, a ni lepo, da ne bodo rekli, da imamo radi samo žalostne pesmi. Ja, zato smo se, konkretno odločil sem se, da bo letošnje leto malce drugače. Lansko leto je bilo več valčkov, letos smo pa dejali 2 valčka, 1 polka, no in naslednja bo tudi polka. Vi jo vsi poznate, odlična Jurka Šmarnica Kvinton, to je tista, veste, ki je močna kot beton. Upam, da je snoči marsikomu bila močna v glavi kot beton, pa se je danes že maček več ne oglaša, je odšel svoja pota. Tako da skratka gre za skladbo Marka Kočerja, prleškega poeta, bil je iz Križevcev pri Ljutomeru. Žal je zelo mlad, umrl leta 2020 med korono. Pisal je pa predvsem za ansamble iz prleškega konca, torej za ansambl Štrk, prleški kvintet, Špik, celo za Štajerski 7 se spominjam pred davnimi leti, stari spomini v izvedbi ansambla Štajerske 7, odlično interpretacijo Rudija prosim? Šantla, ja, žal imam toliko tega v glavi, da včasih tudi koga pozabim. Tudi Marko je bil poet v pravem pomenu besede. Na Ptujskem festivalu je prejel kar 5 nagrad za besedila, še posebej je v izvedbi ansambla Špik izstopal valček Babičin vrt. Jaz sem si srčno želel, da bi to skladbo mi danes slišali. Žal je ni, sem pa od ansambla Špik dobil dobro novico, da jo bojo mi sčasoma tudi poslali in ko bojo, je žal tudi na drugih radijskih postajah ni, pa jo bodo lahko poslušalci tudi slišali na Radio Sraka. Gre pa za, kot sem že prej omenil, določeni so bili res mojstri peresa za umetnino in če dovolite, da tale Babičin vrt preberem. Izvolite, Franc. Jesen je že tu in glej, dnevi kopnijo. Jesen je že tu, jaz pa sanjam pomlad. Pod vsakim korakom spomini šuštijo, spomini na vse, ki imel sem jih rad. Skesano zdaj stopam čez znano dvorišče, a prazen je dom in nikogar več ni. Srce se zaganja in kliče in išče, potem umiri se in le še boli. Na pragu smejoča je babica stala in otrok sem srečen ji planil v objem. Toliko prelepih je pravljic spoznala in jaz sem poslušal in sanjal o tem. Na vrtu za hišo bilo je kot v raju, maline sem zobal, pod rožami stal in dedek v nebesih je gledal na najo in tiho je vase smehljal. Že dolgo, Babičin vrt mi sameva, že dolgo je prazno in žalostno tot in lesa na tleh se z lišaji odeva in rebra prešteva si škrbavi plot. Nihče ne rehlja več, nihče več ne plevi, nihče več ne seje, nihče ne sadi. Pognale so trave, skopeneli so dnevi, zaspale so grede, zastale poti. No, sedaj pa, to je bila Babičin vrt, predlagam res tisto udarno, se je še enkrat včeraj bil Svet Martin, Jurka Šmarnica Kvinton. To in kot je rekel prej Franci, upajmo, da ni bilo trše kot beton. Boljša trta se ne najde, kakor so domače brajde, brez medalj in etiket, polni dušo in patrik. Šmarnica mu da kislino, Jurka in Kvinton aromo, to je tisto pravo vino, vsi ga radi pijemo.
narkoza, ko bo mene enkrat zvilo, ko bom šel pred Božji tron, prosil bom za obhalilo, Jurko Šmarnico Kvinton. Pilajte, saj smo pločali. Dolčas je v nevarni krizi, ko je Šmarnica na mizi, brez Kvintona in brez Jurke, pa na vasi sploh ni žurke. Metiš kleti so napije, malo dela, malo pije, spred tegovin na polje gre in prebivati začne. Jurka Šmarnica Kvinton, to je trše kot beton, to je droga, to je doza, to za kmeta je narkoza, ko bo mene enkrat zvilo, ko bom šel pred Božji tron, prosil bom za obhalilo, Jurko Šmarnico Kvinton. Prosil bom za obhalilo, Jurko Šmarnico Kvinton. Juhuhu, ravno prava pesmica v Martinovi soboti danes na valovih Radia Sraka, pa sobotna veselica za Francijem Smrekarjem, našim gostom predstavlja nam pisce besedil ali pa bi rekel pesnike ali pa poete za slovensko narodno zabavno glasbo. Franci, cela Slovenija jih je polna, skoraj da ne najdemo kotička Slovenije, v katerem ne bi našli kakega kako romantično dušo, ki je znala pisati krasna besedila. Je tako? Zagotovo je tako, kot ste lepo dejali. Vse posod naši ljubi pravljiči Sloveniji so odlični sopisci. Pa naj bo to Primorska, naj bo to Gorenjska, naj bo to Štajerska, Dolenjska, Bela krajina, Fanika, pa Toni Gašparič, tako da skratka v Novem mestu Malče Božje res ni pokrajine, da ne bi imela vsaj enega odličnega avtorja glasbe za predvsem za tole staro narodno zabavno glasbo. Še nekdo je bil doma v Novem mestu, je tako? Ali pa rojen? Tako je, gospod Zvonko Čemažar, le kdo ga ne pozna, gospod je bil rojen v Novem mestu, kasneje je živel v Ljubljani, njegov oče je bil profesor v Ljubljani. No, in ne boste verjeli, kako se je zgodilo. V gimnaziji sta bila sošolca z Vilkom Avsenikom, mnogi pravijo tudi Vilko Avsenik, lahko kasneje o tem, kako besedo, zakaj Avsenik in Avsenik. Ja, in takrat se midva sva bila z Zvonkom na tanko 30 let razlike, on je prosil, da se tikava in sva se odlično ujela, veliko sva se družila, spoznal sem ga na srečanju tekstopiscev, ki ga je organizirala Fani Požekova v Črnomlju. No in tako da skratka midva sva veliko govorila o tem in mi je povedal zgodbo, kako sta kot mlad, seveda, to so leta tistih mlade zaljubljenosti, in če je kaka punca imela rojsten dan, pa fant, ki je bil v njo zaljubljen, je hotel posvetiti pesem ali pa obratno, in so prišle do Zvonka in mu rekli, ti dej nekaj napiši v mojem imenu za tega fanta. Ko je Vilko Avsenik to vedel, ja, mu je to ostalo v spominu, mimo grede še to, oba sta bila odlična igralca šaha, no in eno jutro ob 4 sta se vračala, ko se ji po domače povedano, vrgli v Ljubljani iz enega lokala ven, ko je pa Vilko pa Slavko sta že imela svoj ansambl, pa je tako lepo dejal, a zakaj pa ne bi ti še napisal kaj za nas? Zvonko res ni poznal glasbe, ni bil glasbenik kot jaz, ne, vendar mi je dejal, Vilko mi je tako dolgo pa če je bilo treba stokrat na klavir zaigral, da sem jaz glasbo začutil in je nastalo odlično besedilo. Zvonko ni pisal samo za Avsenike, bil je prvi poleg dr. Fajerja Sova, napisal je tudi za Borisa Franka, za Borisa Kovačiča,
Šubiča, za Toneta Žagarja, bil je pa izredno velik ljubitelj gora. Mi je pripovedoval, on je obhodil vse avstrijske, nemške, švicarske gore. Zato ni čudno, da je eno zame izmed najlepših, če ne zame celo najlepša, pesem Klic srca. To pesem vsi poznamo, pa da ne bojo nocoj dodejal, zakaj vedimo kakšne druge, pa dajmo tole znano Avsenikov Klic gora, ker pride do izraza zlati glas, še posebej zame najboljšega tenorista France Korena in Eme Prodnik, in to je bilo neponovljivo, kaj je ta ansambl dosegel na področju narodno-zabavne glasbe. Evo, Avseniki in Klic z gora, večna pesem. Odhajam gor planine, tam pohajam sredi skal. Čujem petje iz doline, zavetje trdih tal. Poj dolina, nek pesmi žive, iz njo planine. In skale sive, visoko plove, naj tja v vrhove, se naokrog naj se glasi. Le more, naj gre more, puta prosta, Kako lepo je prisluhniti pesmicam, glasbi, stari desetletja. Avtori so ustvarjali desetletja, imeli čas ustvariti veliko lepih pesmi, melodij. Franci, včasih pa komu časa tudi zmanjka, je tako? Ja, zmanjka mnogim, če tako rečem, zmanjka, ga je zmanjkalo, vse so se žal mnogo prezgodaj poslovili od nas. Določeni še zelo, zelo mladi, konkretno tukaj imamo v misli dragega Jožeta Skubica. Jaz sem ga imenoval fant z zlatim glasom, ne samo jaz, imenovali so ga tudi drugi tako. Bil je rojen v Ljubljani, kot otrok je živel v Mali Račni pri Grosuplju, no kasneje se je na Udjo postavil s ženo Marjetko svojo hišo in tam je žal ustvarjal, seveda koliko mu je bilo dano. Poslavil se je lansko leto, ne boste verjeli, star komaj 55 let. Tako. Prevzela ga je pa predvsem glasba Avsenikov in pa Slaka. Ja, je pa kasneje opozoril tudi v osnovni šoli z svojim odličnim petjem nase. Je pa kasneje tudi, kot sem že omenil, začel ustvarjati tudi svoje viže. Pisal je tako glasbo kot besedila in je bil eden glavnih vokalistov pri ansamblu Slapovi, ki je še kako zaznamoval njihovo odlično pot. Le kdo ne pozna njegove uspešnice Črnolaso dekle, da spočije se na tvoji rani in seveda najbolj znana Ne reci nikdar. Ne bomo te danes vrteli,
saj je še kaj drugih, ki niso tako pogosto na Radio Sraka. No, meni je bilo dano, da sva ustvarila skupaj samo eno skladbo na besedilo pokojnega brata in mene. To je bilo na 3. Vorbeškem festivalu 1994. leta Valček, naš stari dom. Ta skladba je v izvedbi Slapov prijela prvo nagrado strokovne komisije. Tako da skratka, mi je pa izredno žal, da nisva ustvarjala kaj več skupaj. Ne bom pa nikoli pozabil, kako je z bratom Štibenik in on prišel k meni, jaz sem bil že takrat v Švici, pred davnimi leti na obisk in prinesel kaseto, takrat še CD-jih ni bilo, z naslovom Božično drevo. Veste, kako lepo, ko sem jaz tisto v Švici pol vrtel, zapleši ta Valček mati, je ena izmed njih, pa Božično drevo, kako je to mene prevzelo, tako da skratka, nisem mogel verjeti, da je fant tako mlad, lahko ustvarja take čudovite melodije. V tem božičnem drevesu pripoveduje, da se življenje zna mnogo bolj igrati, ko ostane nekdo sam in ko sam krasi božično drevo, tako je žal. Tako da skratka bomo nicoj prisluhnili, saj nas loči šele samo mesec in pol, tako rekoč do božiča, pa bomo poslušali eno njegovih najlepših Božično drevo. Je pa Jožetu so predvsem legli valčki, je pa imel vmes tudi kako lepo polko. Recimo ena taka je bila Naj se sliši naša pesem in poglejte, kako je lepo namenil 4 verze mnogim. Zato zdaj dvignimo kozarce, dvignimo za vse ljudi, za prijatelje in znance in za vse, ki več jih ni. Kot da bi sam čutil, da se bo tudi on zgodaj poslavil, da nas je zapustil praznino. Mi smo ga imeli vsi srčno radi, po poklicu je bil namreč pravnik in je imel neka povezovalna nit med našim društvom in društvom SAZA za zaščito avtorskih pravic. No, čisto na koncu pa naj povem še to, da je njegova žena Marjetka hči znanega, legendarnega Franca Flereta in kako je dokaz, da glasba nas lahko še kako poveže. Gledam obraze veselih ljudi, meni pa solza po licu polzi. Leta okrog je in Božič je tu, jaz pa ne uživam njegovega miru. Letos ostal sem na svetu tim sam, domačih ni več, odšli so drugam. Nikoli ne bo, kot takrat je bilo, ko skupaj krasili smo božično drevo. Zakaj življenje storilo si to? Vzelo najdražje mi vzelo mladost, solzami okrasil bom svoje drevo. Naj one povedo, kapilje me bo. Duša boli me, srce me tišči, naj sneg ohladi mi občutek pekoč. Vrnite nazaj me v čas tistih dni, ko skupaj čakali božično smo noč. Legla je noč na bela tla, polna radosti in ljubezni je vsa. Tiho zvonovi v daljavi pojo, meni pa solze po licu teko. Kdo mi je obrisal po moje solzi, kdo razveselil po moje srce. Recite ljudem mi, da sanje so to, ponesi me k njim, božično drevo. Zakaj življenje storilo si to?
bilo najdražje, bi vzelo radost, solzami okrasil bom svoje drevo, naj one povedo, da pelje me pot. Duša boli me, srce me tišči, neznik ohladi mi občutek pekoč. Vrnite nazaj me v čas tistih dni, ko skupaj čakali božično smo noč. Vrnite nazaj me v čas tistih dni, ko skupaj čakali božično smo noč. Kmalu bomo lahko uživali ob božičnem drevesu, ampak to je kmalu, že nocoj lahko uživamo v razgovoru z gospodom Francijem Smrekarjem, našim gostom v Srakini sobotni veselici. Predstavlja nam tekstopisce slovenske narodno-zabavne glasbe. Marsikaj sva že povedala in tako, Franci, popravite me, so nagrade za besedila na naših festivalih, ampak to ne 50 let ali pa 70 na šele zadnje čase se mi zdi, da so uvedli nagrado za besedila, pa še to eno. Ja, Mislim, eno, kot da je na vaškem turnirju v nogometu imajo pa 5 diplom za 4 sodelujoče. res je, to je mene vse motilo in me še danes moti. No, niso vsi festivalov, namreč tudi po zaslugi našega Društva pesnikov slovenske glasbe so mnogi te naše predloge upoštevali in podeljujejo 3 besedila, konkretno naj omenim tukaj Vorberški festival, direktor gospod Janez Stoplak si je dal dopovedati, da je treba, da so besedila 3. Me pa izredno moti na slovenski polki in valček, da dobesedno o nagradi za besedila ne sluha in duha. Jaz bi rad vedel, kdo tam to počne, da se lahko tako rekoč norčuje iz nas tekstopiscev, se brez njih ne bi bilo te glasbe, kot sem povedal. Jaz vedno pravim, ni treba, da jih je 5, 6, naj bodo nagrade za besedila vsaj 3. Se spominjate, spoštovani voditelji, da je Mihael Schumacher, Tadej Pogačar, Peter Prevc, torej govorimo o športu, stal od teh 3 eden sam na zmagovalnem odru, nikdar in nikoli več. In to se zgodi pol, da odlični avtori, kot sem prej omenil Branka Zupanca, še danes me to boli, da je na Ptujskem festivalu za tole pesem Zdaj več ne morem domov ostal brez nagrade za besedilo, kajti takrat je bila nagrada samo ena. Upam, da se bo to uredilo in v društvu se to zato še kako borimo, da se to, pa tudi da se da na neki način spodbuda mladim tekstopiscem. Poglejte, danes si upam trditi, da med 500 in 1000 mladih nadobudnih fantov in deklet prične igrati frajtonarco. Vljudno vas sprašujem, koliko mladih fantov se začne ukvarjati s tem? Res, jaz sem bil kar menda 5. mentor, da bi začeli pisati besedila. In tem je treba spodbuda. Se ne gre tukaj za neke velike denarce, ampak da se jim da neka spodbuda. Veste, jaz sem znal dejati, pa dejte v ozadju, to danes to tako malo stane vse skupaj, v ozadju Vorberški grad, v ozadju Ptujski grad, v ozadju Števerjanske Brda, pa napište prva nagrada za besedilo XY v imenu tega, pa to lepo okviriš, obesiš v svojo glasbeno sobo in imaš za vse večne čase, bolje kot pa tisti 100 evrov, ki še tisti večer lahko na kakem festivalu s prijatelji zapraviš. Točno takole. Zdaj lepa od malo pelina k polki. Ja, znano polko Slako spomini se bodi. Avtorica tega odličnega besedila je gospa Jožica Slaparjeva, prihaja iz Tržiča. Odraščala je v gorski vasici pod Karavankami, kasneje jo je kot mlado dekle pot zanesla za nekaj časa celo v Švico. Tam sem jaz preživel kar 3 desetletja. Vendar je bilo domotožje preveč prisotno in se je s časoma vrnila v ljubljeno Slovenijo.
Pisati je pričela pri 14 letih in njeno prvo, namreč napisala je zelo malo na tem področju, in njeno prvo pesem je uglasbil Tone Kmetec, pa še kar nekaj jih je bilo. In takoj za Kmetcom je prišel na vrsto ansambl Lojzeta Slaka. Ja, in čisto na koncu, če se ne motim, 2-3 besedila ima tudi ansambl Bitenc. S svojimi 11 besedili za Slake si je še kako vsedla v srca poslušalcev domače glasbe, ne samo v Sloveniji, tudi na tujem, in mislim, da je odlična tekstopiska. Poglejte, Slak je celo po njeni pesmi Popotnik poimenoval celo veliko ploščo, takrat so še bile kaceta. Kdo ne pozna, ne prižigaj luči, kjer pride še posebej do izraza zlati glas Francija Rebenika pri Fantis Praprotna. Pa naj bo nocoj spet ena polka, kot smo dejali, predvsem za tiste, ki so daleč od doma, in kako lepo pravi, kje je le dežela, lepša kot Slovenija, prav nihče nikjer ne najde, sreče večje kot doma. Jaz se s tem še kako strinjam. Veselo naokoli, veselo je Na tudi... sporedu so oglasi. Toplovodni kotli na pelete na zalogi takoj. www.kipkopshop.si. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani. Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300. Na svetu božga radija ni,
Kot je naš radio Sraka, so noči gra, čez dan čeblja, veselje srcu daje. Kaj ne bo s tako prijetnimi oddajami, kot je Srakina sobotna veselica, v kateri se pogovarjamo z Francijem Smrekarjem, ki nam danes predstavlja še nekatere člane društva tekstopiscev slovenske narodno-zabavne glasbe. Franci, veste, kako mi je zanimivo? Kako se tekstopisci in glasbeniki povezujejo? Daleč od tega, da bi Fanika Požek pisala za Belokranjce, da bi, ne vem, naprimer, Čemažar pisal za Slaka Henčka, kjer je v Novem mestu, da bi Štajerci pisali za Štajerce, to gre po dolgem in počez. Ja, danes s temi modernimi mediji je vse mogoče, res je. So pa bili časi, ko še tega ni bilo, ko je bilo izmenjavanje besedil po pošti. Poglejte, ne vem, če se to lansko leto omenil, mislim, da nisem. Prvo besedilo, ki ga je Fani Požeko objavila v Kmečkem glasu, zasledil ga je Lojze Slak, prvotni naslov je bil Beli krajini, no in Lojzetu je bilo to tako všeč, da ga je oglasbil, je pa Faniki predlagal, je dejal, dajmo dati naslov Deželica sonca in grozja, kajti v Sloveniji je mnogo teh pokrajin vinskih, no in Fanika se je s tem strinjala in ne boste verjeli, Lojze se je hotel na neki način zahvaliti, Fanikin dekliški priimek je bil Vlašič, v Adlešičih, tam je tudi svojim dragim možem Nikom sta oba pokopana, in je kar 2 meseca pismo romalo iz Ljubljane do Adlešičev, ker je Lojze Slak napisal Fani Vlašič, Bela krajina. Danes, če bi do tega prišlo, veste, tehnika tako napreduje, da kar verjeti ne morem. Edini tekstopisec, ki sem ga prej omenil, je Marko Kočar, on je pa res pisal skoraj si upam trditi samo za prleške ansamble, pa tudi žal se je mnogo prezgodaj poslovje, mogoče pa, če bi seveda danes še živel odličen človek je bil, bi pisal mogoče tudi za druge ansamble. Ampak zanimivo je, kako se tukaj z sodelovanjem spletejo prijateljstva. Franci Smrekar in Tine Lesjak, večna prijatelja, je tako? Je tako, jaz sem vedno znal, pa bom poudaril, tudi lansko leto sem to poudaril, imel sem brata, bila sva namreč enojajčna dvojčka, žal se je pred 26 leti poslavil. Imel sem pa to srečo, da sem imel na glasbenem področju glasbenega dvojčka in to je bil Tine Lesjak. Ne bom nikoli pozabil, s pokojnim bratom sva ga spoznala na Ptujskem festivalu. Takrat so se že imenovali Bratje iz Oplotnice. Name in na pokojnega brata je napravil izredno prijeten vtis in že na prvem tistem večeru smo se dogovorili, da bi skupaj sodelovali. No, za tiste, ki tega ne vedo, naj povem, da Tine je bil pohorski gorec, sam se je tudi tako imenoval, bil je rojen v kraju kot nad Oplotnico in že kot majhen fantič je vzel v roke harmoniko svojega očeta. Oče je bil odličen ljudski godec, mama odlična pevka in to se je pelo, to se je igralo, nič kolikrat mi je pripovedoval. Ko se mu ni dalo v šolo, je mami dejal, da ga malo v želodcu zvija, za uro je bilo že v redu, je šel na pašo, vzel harmoniko in tam igral. Tako da skratka, no mimogrede pri njih se je po domače reklo pri jublarju. To pomeni, poglejte, koliko besed je ostalo iz Avstro-Ogrske, kajti v nemškem jeziku beseda jubel pomeni se veseliti, veseljačenje in to pomeni, da je bilo tam vse veseljačenje v tem kotu nad Oplotnico, seveda še predvsem, ko se je Tine ustanovil svoj ansambl. Naj še poudarim samo to, da je Tine bil, to se je meni zelo dopadlo, po domače povedano, ustanovil ansambl, torej trio pa še enega pevca, da so vsi člani tudi peli. In zmotno je prepričanje, kot nekdo misli, da so to storili Modrijani. Ne, Modrijani so odličen ansambl s odličnimi inštrumentalisti in pevci, vendar so to povzeli po Tinetu Lesjaku. Tine je bil prvi, ki je po domače, pa še enkrat, ko sem rekel, to pogruntal. Ja, pisal je tudi, ne samo glasbo, tudi besedila. Midva sva ogromno skupaj ustvarila, predvsem za Bratje iz Oplotnice, pa seveda za Modrijane, kdo pa ne pozna spomin na pevca, še živi,
Klic srca in podobne. No, je pa rad imel tudi, ga je privlačevala ljudska pesem, zato je v sodelovanju z vašo odlično založbo Sraka in gospoda Draga Volka, če me posluša v prvem štuku, ga prisrčno pozdravljam, posnel kar takrat v tistih starih časih 4 kasete s pevci s Pohorja, med njimi je pela tudi Marinka, sestra Tinetova, pa kasneje, ko je ustanovil skupino Tine Lesek z Oplotničani, tudi, če se ne moti, 1 in 2 CD-ki je posel torej v vašem studiu, tako da tudi v zahvalo Radia Sraka ljudska glasba ne bo izumrla. Žal se je Tine mnogo prezgodaj leta 2019, torej pred 3 leti, za vselej poslovil, star komaj 62 let, zdravje ga je zdalo. Letošnje leto pa je na Vurbeškem festivalu ansambl Jarica na glasbo Rudija Poljanška in na moje besedilo mu posvetil pesem z naslovom Le zakaj slovo je godec vzel, to se jaz sprašujem vedno znova. No, v tem čudovitem valčku naj omenim, da solo ženski in pa kasneje tudi vsemi pevci poje Tinetova sestra Marinka, na koncu odlična trobenta Miha Sotoška, ki je študiral v Mariboru na konzervatoriju za glasbo, in seveda odličen recital Jureta Seška, očeta od Luke Seška, napovedovalca, torej Jure, se prav razume, napovedovalca Radia Ognjišče, in tako da skratka gre za zelo lepo skladbo in to je edina skladba, ki jo bomo nicoj predstavili, torej da ni Tinetova, ampak jo jaz s ansamblom Jarica in z Rudijem Poljanškom posvečam dragemu Tinetu in upam, da se bo še kdaj slišala na valovih Radia Sraka. Tega pa sploh nas ni strah. Slišimo jo velikokrat na željo naših poslušalcev, seveda. In, no, naj bo pa tokrat na željo Francija, za ne bo on ves večer tukaj pa brez glasbene želje. No. Hvala. Hvala. Le zakaj slovo je godec vzel, pa tako je srečen bil vesel. Že kot deček vzvedal, je harmoniko igral, si prepeval pesmice, ki so božale srce. Tam, kjer pohorski je kot, stopal je na znano pot. Pesem sem ljudem je dal, ko je godec sam postal. A utihnil je napel, le zakaj slovo je vzel, kot tam harmonika, čaka nam osamljena, sredi večnih nam livot, kjer ni sonca, kjer je hlad, on prav mirno tiho spi, zanj pomlad več ne cveti. Nič več pesem ne zveni, le spomin še nam živi, mu prerano v slovo, zvon zapel je na lahno, je odšel v večni raj in ne bo ga več nazaj, tam pod nožjem Pohorja tihi dom ima. Bil je glasbi ves predan, vselej veder nasmejan, rad je vsakim pokramljal, stisnil mu roko pozdrav, od ljubeča topla dlan, pesem godca s Pohorja, nas je božala vsak dan, podarjena iz srca. Nič več pesem ne zveni, le spomin še nam živi, mu prerano v slovo, zvon zapel je nam.
pohorja, tihi dom ima, tam pod znožjem pohorja, tihi dom ima. Njegov napev je segel do srca globin. Ostal za vselej nanj bo lep spomin. Prekrasen valček. Srakina sobotna veselica. Ne biti preveč jezni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, kmalu bova z Francijem končala, ampak kaj hočemo, če pa toliko dobrih piscev besedil, toliko dobrih pesmi, samo še 2 imava z Francijem nekako v načrtu, drugače pa Franc je rekel, če treba, bo prišel pa drugo leto, saj to je čez mesec pa pol, a ne Franci. Komu bova pa zdaj le namenila pozornost? Ja, pozornost bova namenila gospodu, ki je še kako povezan v Novem mestu, z Novim mestom, saj v Novem mestu živi. To je gospod Franci Kramer, prihaja iz Ljubnega ob Savinji, tam je bil tudi rojen, seveda sedaj živi v prežidovitem mestu ob reki Krki. Izhaja iz glasbene družine, ker se je vselej lepo pelo, to mi je ničkolikrat pripadalo. Zelo zgodaj se je srečal z glasbo in ne boste verjeli, na pedagoški akademiji, gimnaziji, v Ljubljani je srečal ali spoznal 2 čudovita sošolca, Toneta Rusa in Francija Pupisa. Ja. Fantje so že v gimnazijski leti znali zelo lepo zapeti in so se pridružili legendarnemu, odličen ritem, imel odlično glasbo Franco Flereto. In pri njemu so posneli tudi veliko ploščo, takrat so se fantje imenovali ansambl Lokvan, pol je pa Franci še nekaj časa delal z drugim ansambli, konkretno na prvem Ptujskem festivalu davnega leta 1969, pa je nastopil že skupaj s fanti vseh vetrov. Ja, Franc je temu ansamblu, ali pa Franci ostal zvest vse do današnjih dni, kot odličen basist, pa tudi seveda kot vodja ansambla. Vzor sta mu vselej bila legendarna Tone Kmetec in Franc Šegovc od 4 kovačev. Napisal je približno 50 skladb, torej in glasbo in besedilo. V zadnjem času se razdaja, rad pomaga kot mentor mlajšim glasbenikom, skupinam, ki stopajo po glasbi poti fantov vseh vetrov, med nje zagotovo sodijo Krimski lisjaki, odličen ansambl. Jaz sem tako vesel, da še take skupine obstajajo, fantje odlično pojejo, lepo oblečeni, ne poznajo podrapanih kavbojk, ja, in upam si trditi, da se zelo pogosto tudi na radijski postaji, torej Radia Sraka, vrti pesem Meglice, kar mnogi ne vedo, da je to delo Francija Kramerja. Ampak ker je pa danes nas poslušajo vse posod, naši zdomci po Ameriki, predvsem pa še izseljenci v Avstraliji, Ameriki in Kanadi, bi predlagal eno najlepši od fantov z vseh vetrov izpod Francijevega peresa z naslovom Ne pozabi domovine. Jaz nisem nikoli pozabil, 30 let sem jo globoko v srcu nosil, takrat še v moji drugi domovini, Švici. Ne pozabi domovine, pesmica, skladbica, ki jo tako, za vse nas, ki smo bili kadarkoli, kjerkoli, za fanti vseh vetrov, ko so začeli s tole pesmico, je vse letelo v luft in pladnji in krožniki in objeli smo se okoli ramen in vsi skupaj zapeli, pa čisto vseeno, kdo je stal ob tebi. V tujem kraju sam ja zdaj živim, domačo vase vrača mi spomin.
oče, mati stara že oba, sta ostala sama tam doma. Odhajal sem od doma stran, da širni svet bi videl in spoznal. Materin obraz je bil solzan, oče pa takrat mi je dejal: Slovenija je domovina tvoja, tega nikoli ne pozabi, sinko moj. Preširna pesem najpovsod te v svetu spremlja, saj v prsih bije slovensko ti v srce. Spremljajo povsod, prav povsod, od sonce grejejo mi mojo pot, nikdar vas pozabil jaz ne bom, mati moja, oče in moj dom. Slovenija je domovina tvoja, tega nikoli ne pozabi, sinko moj. Preširna pesem najpovsod te v svetu spremlja, saj v prsih bije slovensko ti v srce. Preširna pesem najpovsod te v svetu spremlja, saj v prsih bije slovensko ti v srce. Počasi bova z Francijem Smrekarjem današnjo oddajo, pravzaprav najin pogovor pripeljala k koncu, vseeno pa imam nekaj vprašanj še. Franci, prej ste omenili Franca Šegovca, tudi pri njemu ste se zbrali tekstopisti, kaj ne da? Ja, to se je zgodilo letošnje leto. V 2-3 stavki naj povem, da mi se člani Društva pesnikov slovenske glasbe vsako leto zberemo v drugem koncu. Pred 26 leti smo se prvič, to sem že lani o tem razlagal, dobili pri Repanšku na Homcu pri Radomljah. Spominja se, da tretje srečanje je bilo pri Fani Požakovi v Črnomlju. Obiskali smo hišo Otona Župančiča. Ko je srečanje organiziral Ivan Malavašič, smo se poklonili Ivanu Cankarju. No, mimo grede naj povem še to, ko sem prej omenil Zvonka Čemažarja. Mnogi so rekli, da sta si zelo podobna, kot da sta bi bila brata, torej Zvonko Čemažar, ki je pisal za Avsenike, in Ivan Cankar. Tako da skratka, vsako leto 5. srečanje je bilo že pri Avseniku, malo jubilejno, 10. V našem koncu sem ga organiziral jaz v Brežicah, obiskali smo muzej gospoda Pleteršnika, tam je zelo aktiven že v pokoju ravnatelj šole gospod Martin Dušič iz Pišic, če me nocoj posluša, ga prisrčno pozdravljam. Tako da skratka, hodili smo iz kraja v kraj, da spoznamo te kraje, no in letos smo se srečali, torej 26 zaporedoma, v Slovengradcu, gostila sta nas dva odlična gostitelja, zlata človeka, Hermina in Franc
Šegovčeva. Res, da nam vreme ni bilo preveč naklonjeno. Obiskali smo v Slovenj Gradcu muzej 4 kovačev, pol smo se odpravljali, da bi šli tudi si ogledati muzej Prežihovega Voranca, vendar je žal bilo tisti dan tako močno deževje, blatno, da nismo tega storili. Smo se pa pol ostavili v gostilni Dular, le streljajo od Kotl. Naj povem še to, evo tu poslušalci radi slišijo. Poglejte, vi velikokrat na Radio Sraka vrtite skladbo Mala solzica. Tele Dularjevi so imeli ali imajo še 3 dekleta in ena izmed njih, najmlajša, ki je poročena v Avstriji, je vedno jokala, kjer sta si pa Hermina in Franc bila odlična družinska prijatelja s tole družino, je Franc napisal njej kako bi rekel, poklon, pesem Mala solzica. Tako da skratka, res smo se lepo imeli in vesel sem. No in še čisto na kratko povem to, da smo na letošnjem srečanju podelili kar 3 zlate listine častnega članstva. Prijela sta jih Vinko Šimek in Franc Šegovc, ki nista člana našega društva in pa ki je član našega društva gospod Jože Grkovič iz Šentjerneja, in predlagam, nam je še ostalo še enkrat, torej za 10 ali 12 članov društva, kot sem že lani omenil, 30 nas je vsega skupaj, da jih predstavimo, pol pa izražam željo, da bi predstavili tudi tiste, ki so orali ledino, med njimi dr. Ferry Sovan, dr. Leo Svetek, Albert Papler, Gregor Steniša in še mnogi drugi, ki so še tako zaznamovali to glasbo, in mislim, da bi bilo prav, da se tudi za njih najde ena urica enkrat na leto za te ustvarjalce odlične, ki so se zlatimi črkami zapisali v zgodovino narodno-zabavne glasbe. Dogovorjeno, sigurno kot pri kartah. Zdaj pa še zadnjega. Koga ste pa, Franci, izbrali za zaključek naše oddaje? Prav je, da omenjamo tudi domačine. Lansko leto smo zaključili s Fani Požekovo, Belokranjko, letos bomo pa s hudomušnim Belokranjcem, žal je tudi že pokojni, Toni Gašparič, prihajal je iz Metlike, odlična oseba, je deloval na mnogih področjih kot humorist, kot šolnik, skratka besedila je pisal za narodno-zabavne ansamble, za mnoge. Spominjam se, da je kdaj vodil tudi tole sračjo sobotno veselico na vašem radiju, bil je zelo prijeten sogovornik, tako da skratka bom je ostal v lepem spominu. Član našega društva je postal takoj na začetku v Črnomlju, kot sem omenil. No in je pa ustvarjal za skladbe, za besedila, za Veselo jesen, Melodije morja in sonca, Ptujskem festivalu, prejel je kar nekaj nagrad. Naj pa povem, da se je najbolje ujel z Tonijem Werderbergom, se je za njegov ansambl napisal kar 42 besedil, kar je zelo pohvalno, kar se tega tiče. Ja, v knjigi Ivana Sivca Vsi najboljši muzikanti v intervjuju pravi, da ga moti, če se ne omenja avtorja, ampak največkrat rečejo, sedaj pa poslušajmo Francko in njeno pesem. Pri tem pa pozabljajo, da je Francka samo poje in nič več. No, mi da s dragim voditeljem Darko Pošetom poveva, da je to zadnja skladba, ko smo že prej omenili, ja, in s tem bomo tudi nocojšnjo veselico zaključili. Res, da je vse skupaj trajalo malo dlje, kot bi moglo, ampak upam, da je to enkrat na leto in da ne bo nič narobe, da nam poslušalci tega ne bodo zamerili. Tako da skratka, za zadnjo pa predlagam še enkrat, ker je bilo včeraj Martinovo, kdo ne pozna tiste veseljaške od Henčka, Metliška čenina, torej na besedilo Tonija Gašpariča. Jaz se zahvaljujem za povabilo gospodu Dragovovku, njegovi ženi Božici in pa gospodu voditelju. Velikokrat kličejo, dajo, pa rečejo, pa on je najboljši. Jaz tudi pravim, to je najboljši voditelj na svetu in še v daljni in bližnji okolici. Gospodarko, prisrčno hvala, da sva poslušalcem znova po letu dni predstavila še nekaj odličnih besedilopiscev in skladb in upam, da smo jim polepšali ta večer, da se bo pa veselica nadaljevala do polnoči, pa naj poskrbi Metliška čenina in ansambl Henček. Dragi poslušalci, že kjerkoli ste, ali v Sloveniji, ali v Evropi in še preko oceana, lepo se imejte, hvala, da ste nas poslušali, mogoče čez leto obsorej pa se slišimo. Srečno, hvala in lahko noč. Franci, hvala lepa. Hvala lepa za znanje, za ničkoliko informacij, ki smo jih prejeli danes brezhibno. Hvala lepa za delo, ki ste ga vložili, da ste se
tako brezhibno pripravili na tole oddajo, zdaj je še meni nerodno, ki vsakič pridem, kot da bi padel iz ciganskega voza, ampak nič hudega. Skupaj sva neponovljivi par. Franci, še enkrat hvala lepa, veliko zdravja, vse dobro in še za naprej se priporočam, ko za glasbeno željo ne vem, katero pesmico si je zaželel poslušalec, pa dobim sporočilce SMS Francija Smrekarja. Darko, to je ta in ta. Franci, hvala lepa. Hvala tudi vam, srečno, lahko noč. Srakina sobotna veselica.